preprosto krvno preiskavo bi zmanjšali rak na želodcu kar za 50%. To drži? To drži, seveda ga ne bi zmanjšali jutri. Ampak če bi začeli z programom primarne prevencije, naprimer pri ljudeh v Sloveniji, ki bi bili stari 30 let, in bi s krvno preiskavo preverili, ali so okuženi z bakterijo Helicobacter pylori, potrdili to okužbo z dihalnim testom in začeli zdravljenje pri tistih, ki imajo okužbo, bi se zmanjšanje raka na želodcu poznalo nekje v 10 do 15 letih. Po sedanjih podatkih, ki jih imamo iz raziskav, predvsem narejenih v Aziji, bi zmanjšali najmanj za 50% pojavnost raka. In zelo zanimiv je podatek iz Japonske, kjer so začeli z letom 2013 zdraviti vse okužene z okužbo z Helicobacter pylori in ozdravijo približno 1,5 milijona ljudi letno. In pri njih se je že padec smrtnosti zaradi raka na želodcu pojavil. To se pravi, učinek se je že po 5 letih začel pojavljati, ker so zdravili starejše. Starejše, ker če zdravimo mlade, potem preprečimo nastanek predrakavih sprememb, je pa zdravljenje primerno tudi za starejše, ki imajo lahko že predrakave spremembe, tudi njim pomaga ozdravitev okužbe, zmanjša možnost nastanek raka, vendar ga ne spravi povsem na nič, torej da tveganje več ne bi bilo. Zato je pri starejših, ki imajo predrakave spremembe, potrebno tudi endoskopsko spremljanje. 2. oktober je prvič letos dan želodca po celem svetu. In mi smo pripravili novinarsko konferenco danes tudi s tem namenom, da promoviramo ta svetovni dan želodca in da predstavimo slovenski javnosti možnosti za preprečevanje raka na želodcu, ki je bolezen, ki ima visoko smrtnost. V Sloveniji zboli 471 ljudi letno. Projekcije so, da bo tako ostalo tudi še naslednjih 10-15 let. Smrtnost zaradi te bolezni pa je zelo visoka. V Sloveniji 5 let preživi ob postavitvi diagnoze samo 28%. Pa imamo odlično kirurgijo, paciente zdravimo tudi z kemoterapijo pred operacijo in tudi po operaciji, vendar se pač preživetje ne dvigne nad ta procent iz preprostega razloga, ker diagnozo odkrijemo prepozno. Torej, težave pri raku na želodcu se pojavljajo zelo pozno, so nespecifične, kot občutek enega tiščanja v želodcu, zmanjšanje apetita, znaki slabokrvnosti, torej utrujenost in tako neješčnost. In če postavimo diagnozo, ko je rak že razsejan, potem tudi kirurg ne more odstraniti vsega rakastega tkiva. Tako da kirurgi danes zdravijo z operacijami približno 45% vseh bolnikov, pomeni 55% vseh bolnikov niti do kirurgije ne pride.